ime je France Habjan, rojen sem bil v Ljubljani, v Mostah, 1924. leta. In po teh peripetijah, ki so bile med vojno, po vojni sem zapustil Slovenijo, prišel prvo v Trst, v Gorico, kjer sem na srednjih šolah učil. Potem pa smo se 55. leta izselili iz Trsta v Kanado. To je bilo moral sem zapustiti Trst, ker je policija to zahtevala. Ni dala več permesov di sožorno. O vaši družini boste kaj povedali? Ja, v moji družini pri nas je bilo, imel sem 5 bratov, oče bi železničar in imeli smo torej svojo hišo, precej lep vrt, kjer smo precej morali tudi delati. Drugače pa je bila ljubljanska, torej meščanska, sosedska, totalno torej delavske. To so bile vse velike tovarne v Ljubljani, so bile vse dejansko v našem sosedstvu. Katero šolo ste obiskoval? 4. državna realna gimnazija, to je za Bežigradom. Se spominjate kaj odnosov v šoli, profesorjev? Ja, imeli smo, to se pravi, ja, imeli smo zelo dober profesor, dobro pa priznat, recimo za Varuk sem nekaj Jaraza Varažba imel, ki je bil zemljepis, zgodovino je učil izraelski Slovenec, France Planina iz Škofje Loke. Matematika je bila dobra ženska, sicer je bila malo politična, tako nenaklonjena, ampak je bila pa izredno dobra matematičarka. Gospa Potisek. Kako je bilo, se spomnite, ko je Italija napadla Jugoslavijo, april 1941? Tisti teden je bil izredno vroč. Začelo se govoriti, to se pravi, upor proti Italijanom, ne. Ne veliko proti Italijanom, ampak proti fašistom. To je bilo takoj čutiti, ampak vam pa odkrito povem, že v prvem tednu ste vedeli, kaj se bo zgodilo. Kako je bila usmerjena vaša družina, vaš oče? Prosim? Vaš oče, kako je bil usmerjen? Oče je bil katoliško usmerjen, absolutno. Je volil za Slovensko ljudsko stranko? Vedno Slovensko ljudsko stranko. Potem pa je rezervne, kaj je bilo. Radikalno se. Ja, to. Ampak takoj, ko smo opazili, da to bo nastalo, da ne bo dobro v Sloveniji. Začeli so tako med prijatelji, med meščani, se začeli deliti levo, desno. In to je prekinilo potem zaradi teh precejšnjih neumnosti, ki so se dogajale v Ljubljani, so Italijani začeli s svojimi racijami, ne, in so mene, mojega brata, odpeljali iz njime v integracijo, v Gomers. Kdaj so vas zaprli? To bilo prvo leto, ko so Italijani prišli, tako junija meseca, ne. Ste šli z vlakom v Gomers? Ja, ponosno, torej nas so pripeljali v belgijsko kasarno, tam so nas vezali, so nam dali tele železne verige. Ja, in potem so nas peljali na glavni koridor, so nas peljali in tako smo opazili, takoj da smo šli, postojno smo opazili, da to se prav gremo v Italijo nekam. No in smo šli v Gomers. Kako so vas sprejeli domačini v Gomersu? Domačini, ko ste korakali iz postaje do taborišča? Što meni vedel. Nišče ni bilo pomoči. No se iz Porto San Giorgio. To je na vas sprejeli. Je tam doli bil, tam je vlak ustavil
in se nas precej dolga pot do Gonarsa. Tam smo tiste stvari razmetavali po polju, tiste uklinitvene rine, pa ben Italijan opazil. Ampak v Italiji, torej, v Gonarsu, to se pravi, kljub temu, da smo videli, kaj se je dogajalo v Ljubljani, ne, hrane ni bilo dovoljno, to absolutno ne. Ampak drugače bi pa niso vstopali kot surovo, absolutno ne. Imeli smo recimo svojega, Italijan je bil kurat, je bil duhovnik, imel vsako nedeljo mašo, ki je končno prišla cela vsa torej populacija tja. Bili so krasni pevci, bili smo ljubljansko opero, tam pevci, Rudel, Francul, potem Kovač, to so bili pevci vse. In začelo je zelo kulturno življenje. Z nami je bil, v naši družbi je bil Balantič, France, ta pesnik. Potem tudi drugih je bilo veliko. In končno je prišel mesec december, po nekih intervencijah, so rekli, iz Ljubljane, ne, italijanskim mestim so nas po pet spuščali. Jaz sem šel sam v Ljubljano, v vlaku sem bil sam. Kdo je interveniral za vas, a mogoče veste? Jaz bi rekel, torej, absolutno, Vincencijeva konferenca pa župnik. Župnije največ. Pa niso bili samo potem župljani in vod, vsi Ljubljančani, to se pravi, tudi moji sošolci, ki so bili liberalci, pa so jih tako šli vsi. Po 5, po 6, vem, da smo prišli v Ljubljano, so bili tiste španske jezdici, ne, vse bili jezdici, kaj pa je to? In prišlo je do tega, začeli smo malo v šolo iti. Kako so vas sprejeli sošolci, ko ste prišli nazaj v gimnazijo iz taborišča? Sploh ni bila šola več. Mi smo bili na 4. državni realni gimnaziji, potem so nas preselili na Rakovnik, potem smo končali pa pri Uršulinkah, ampak kaj, pa 4 ure na dan, ali pa niti ne. Je bil alarm, smo šli domov. Potem je Italija kapitulirala. Kaj se je potem zgodilo? Ko je Italija kapitulirala? Ja, začelo se je to, kar se je začelo, kar je že bilo v postopku, to se pa odpor, revolucija, to je bilo absolutno, no. In kako to je takrat je začelo to, da smo, eni so se delili na levo stran, drugi na desno stran, mi smo bili na desni strani. In začelo se je, kako bi organizacije, vojaške organizacije, eni so bili partizani, drugi so bili domovranci. Vi ste bil vključen pri domovrancih. Kaj ste počel? Zbiral orožje, kaj ste? No, mislim, že še ni bilo nič, domovranci niso še imeli nobenega orožja takrat. Potem, ko je prišla tista ustavni zakon, da so domovranci bili uradno ustanovljeni, takrat smo prišli do... Predno smo že pa mi domov. Iz Gonarsa govorite? Iz Gonarsa. Smo prišli pa v Ljubljano na postajo in v Ljubljani na postaji nas je čakal en italijanski višji oficir in je govoril pa perfektno srbščino. In je to samo rekel, pazite, kam greste, kaj boste delali. Mi smo rekli, mi imamo samo domov z mlačim, nas ni nič obriga. In potem so začele vaške straže, jaz sem bil v Motkitovem pri Slovenski dijaški zvezi. Slovenska dijaška zveza je potem to organizirala tudi te stvari, to se pravi
Prvo so pošiljali ljudi ali v štajerski bataljon, to so bili starejši, mi smo bili premladi za to, in potem so začele vaške straže. In jaz, šole ni bilo redne, sploh ne. In jaz sem se javil tudi za to, za vaške straže in sem šel v Sera Šumberg, so me poslali. Kam so vas poslali? Sera Šumberg. To je dol nad Žuženbergom. Ja, to je suha krajina. Ja, tukaj. No in potem se veste, kaj je bilo, ko je Italija propadla v septembra meseca, ne. Smo se vsi razšli. Jaz sem šel, pa moj prijatelj Šušter Janez, škoda sošolca, smo se odločili, da gremo mi lahko direkt nazaj v Ljubljano. In smo šla iz Grosuplja, čez Šmarje, na Orle, iz Orle pa dol na Golovec. In v Golovcu so pa videli prijatelje, ki so bili, kako bi rekel, ne moji prijatelji, nasprotniki, ampak sosedje, ne. Rekel, Frances je že prišel. Ja. In no, in potem je začelo šele organizirati domobranstvo, ne. In to se je začelo tam v Šentjakovski šoli, tam je bila prva, mislim, pa srednja tehnična šola je bila glavna kasarna, ne. No in tam sem šel, tam smo bili, rednega dela še ni bilo, ampak potem so začeli organizirati res, to sem prav, formirati pravo vojsko, ne. Sedaj delali se kurze, pošiljali fante, gimnazijce ali srednjošolce na oficirsko šolo, da so se naučili, ampak. In tako je bilo, da jaz sem prišel domobrancem so me poslali iz Šentjakovske šole v okrajno mesto. 4. bataljon domobranski, ne. To je bili zelo, to so bili sami suhokrajinci, mladi fantje, ampak izredno pošteni fantje, ne. Torej med njimi je bila tudi dva brata kardinala Šuštarja, nadškofa Šuštarja. In tam smo končali. Jaz sem bil ranjen tam, resno ranjen v Žuženbergu, v noge, pa sem se sam lepo rešil. Po trebuh sem priplezal po hribu dol. In tam sta me dva bolničarja domobranska rešila in sta me poslala v... Kako se ta vas imenuje? Malo Ljubije so bile. Tam so me, hvala Bogu, rešili, so me poslali v ljubljansko bolnico. V Moste? Kam ste šel? Moščansko? Bojaško? Ljubljansko bolnico, ja. Ki je bila na Studencu. Aha. In, no ja, tam sem bil 2 tedna, 3 tedne, ko sem tudi zdrav, vsaj delno sem zdrav novo. In prišel pa čez 5. maja. Konec, odhod. Jaz vem, da sem bil takrat na zadnje dni v mesecu maju, preden smo šli na Koroško, sem bil v Črni vasi. Ampak na koncu Črne vasi tam je, kako se me je to? Proti Igu dol? Proti Igu ste bil? Ne, proti Igu gor, v tiste svite, cerkvi Svete Ane, kako tam gor so me. In tam je prišel, povedali, da so vsi v Črno vas, ne. Ampak nam so pa rekli, vi ne morate še iti, vi morate tukaj biti kot zaščitna enota, ne. Pa vam povem, da sem prišel z motorjem, partizan. Med vas?
skoraj 10 metrov od mene. Jaz sem imel grmojo lepo tam noter. Je prišel in kaj smo bili? On se zbal, je zbežal, na motorju bi s prikolico. Pa smo bil dan, sem šel tja, pobral tisti motor, smo ga pripeljali na štabor, na taborišče in notri je bilo polhen, to se pravi pritlačnik. Koga bojo zaprli pa v Ljubljani. Seznami. Ampak mi smo tisto posol Ljubljano se zmotali. Ljubljanca je zraven, ne. Smo vse to se zmotali. Prišel je potem poveljnik, ta Drčar tako je vodil v MIG. Je bil polkovnik, mislim, ja, podpolkovnik je bil. Vzel motor in tisti motor so rabili celo pot v MIG-a. In pol se je vi umaknite preko Kranja, Gorenjsko, Tržič. Preko Gorenjske, preko Tržiča smo šli, v Tržič smo mi prišli, iz Tržiča pa gor smo se dvigli na Ljubelj, ampak nismo šli po cesti, smo šli čez prelaz. Takrat je bil odprt ta tunel. No in potem smo prišli, v sreči smo prišli na Koroško, so nas prvo pripeljali na to polje, kako se... Vetrinsko polje. Vetrinsko polje, ja, tam blizu tistim župni oziroma cerkve pa samostalna in tako naprej. No in tam smo bili tam. Ampak, ko je prišel pa čas, da so rekli, da bojo nas preselili, pa nam dali Jugoslaviji, ne. Takrat se je začelo pa gibanje, veš, ne. Čim ste mogli priti do tega, da ste se umaknili v gozd. Jaz sem šel recimo iz Vitrine, tistih gor, tisto najlepša slovenska, najbolj slovenska vas. Kako se imenuje? A da pozabi človek. No in tam smo dobili prvo hrano in tam smo se počasi šli. Kako ste vi vedeli, da fante vozijo nazaj v Jugoslavijo? Vi osebno? Veste kaj, ko je prišel doktor Janeš, ko se je vračal, je prišel ves umazan, nazaj smo ga videli. In rekel, fante, to je izgubljeno. V Trst smo lepo prišli, v Trstu smo dokončali tisto 8. gimnazijo, smo upisali na univerzo, ekonomijo in komerča v Trstu. In potem je prišel čas, da so mi Italijani bili zapetani, da ne moramo več dobiti pa meso socialno, smo se odločili za emigracijo. In smo šli iz Trsta žena je bila takrat v službi pri UNRWA, ne? Je bilo že drugo, ni bil Iro več. Iro je bil, ja. In potem smo prišli mi smo sreče prišli v Kanado. V Kanadi moramo reči, da nismo težkega življenja v začetku imeli. Mogel sem delati ročno delo, eno trgovino sem šel. Me je dal delo asistentov, on je pa importiral iz Indije tisto plehnato, iz pleha, pa bakra, pa vse stvari. In potem sem dobil pri eni italijanski firmi, ki sem jo grozno rad imel, da sem delal v uradu. Potem pa, ko sem videl, da to ne bo tim vse skupaj nič za moje življenje, je prekratko za njih, ker penziona v teh privatnih trgah nisem imel, sem se
javil oziroma apliciral na ministrstvo za housing in tam sem dobil sodelal, ki je bil pa naravnost krasno. Pol ste vesel, da ste pristali v Kanadi? Kako? Ste bil vesel nad odločitvijo, da ste v Kanadi pristali, ko ste morali že iti iz domovine? Vam je bila Kanada dobra rešitev, se mi je zdela? Absolutno, danes gledam najboljša. Daleko boljša, najboljša. Ker veste, zdaj je v Sloveniji, kako je se to grozno. Potem, ko smo mi tukaj bili, to smo bili navali, iz Slovenije prihajali, ne begunci, boat people se je rekel, ne. Tisoče je prišlo tukaj, Toronto je imelo 30 Slovencov. A so vas lepo sprejeli Kanadčani? Prosim? A so vas lepo sprejeli? Sprejeme smo ni bilo, ja, so tratirali nas kot ljudi, ne kot begunce. Zelo. Kanadčani so dobri ljudje. Seveda, gotovi so meni biti. Najbolj so se obnesli tukaj tisti ljudje, ki so imeli kakšno vrt. To so bili zidarje v vrtali, to so krasno naredili. To so veliko dobro se... Kanada je bila po moje ena najboljših držav. Recimo Argentina, se jih je šlo veliko če dolje, ampak Argentina je bila tudi enostavna država, ne? Ekonomsko. Gospod France, bi vi za konec še kaj po vašem želji, bi kakšno sporočilo podal? Ne. Moje sporočilo bi bilo samo to, da ko sem šel iz Italije, vam odkrito povem, da Trst sem pa težko zapustil. Vam je bil všeč Trst? Trst vam je bil všeč? Zelo težko. Tam sem pa en kup prijateljev imel. Hare, Zorko, Gandar, Drago, no to smo bili kot eno, ja. Tam je tisto sem čutil jaz. Ampak sem moral to narediti. Rebula Lojzita, smo se grozno dobro zmela, ne. Si pa sem pesviti tukaj pripeljal sem, ne. Oziroma, da je bil pri gospodu Zrca, ne. Piše, kak je napisal 4 knjige, ne. Iz svojega, iz Toronta, Kalifornijo, potem Barakovo deželo in vse tole opisal. Ja, to mi je bilo res fajn, veliko dobro žal. Velikih dobrih prijateljev. In ostala sva tudi prijatelja veliko se bi se čas pa narediti svoje. Svojega časa podpisal slovenskemu svetovnemu kongresu. Ste bil tudi predsednik nekaj časa, ne? Ja, bil sem 10 let. Do konca praktično. Ja. Kaj vas je prignalo k temu? Ljubezen do domovine? Ja, verjetno je pa tudi, kako bi rekel, v bistvu je bilo tudi informacije. Takrat ni bilo v Torontu nobenih informacij, ne, v Sloveniji, ne. Torej, mi smo izdajali kongresne misli, mesečno, ne, tam torej smo prinesli vse, kar je vaše, kar je dohodkov iz Slovenije in tako naprej. Ja. In potem, ja, je gotovo ljubezen do domovine. Kaj vam pomeni Slovenija in slovenstvo? Rojstni kraj. Veste kaj, to je tako težko dobiti zdaj, ne. Jaz nimam, da bi imel kakšen imel opustil slovenstvo, pa vse take stvari, ne.
Ampak tukaj je zdaj veliko takih ljudi, ki v tem, to so se zgubili v tem svetu, ne. To je žalostno, ne. Ker Toronto je bil včasih kulturno, pa Hamilton, to je bilo vse skupno, edino, pa Montreal, to je bilo še pa še ne. To so bili mesečno ali tedensko, to iz Ljubljane prihajali zbori, gostje, ne. Mi pri kongresu smo imeli povabil, vam povem, najviše ljudi iz Ljubljane. Rektorja Ljubljanske univerze ali takrat, ja, potem je predsednika Akademije znanosti in umetnosti, potem tega velikega ekonomista, bančnika, Franceta Arharja, ne. In to je bilo res, to veste, da je bilo po 500, po 600 ljudi v dvorani. Hvala vam, gospod Lokance, hvala, ker ste povedali za to.